referendumom izvedli najdražjo možno javnomnenjsko anketo, ki nikogar v tej državi pravno formalno ne zavezuje. Ocenjujem, da je to popolnoma nepravi čas, vkolikor bi vlada iskreno želela imeti mnenje ljudstva, bi to morala storiti absolutno pred podpisom oziroma parafiranjem tega arbitražnega sporazuma, ampak tega takrat niso želeli storiti. Zadevo so peljali popolnoma samovoljno, brez kakršnega koli političnega konsenza in se mi zdi to eno od političnih akrobacij te naše vlade. Strinjam se z mnenjem doktorja Franceta Bučarja, da je to pravzaprav beg pred odgovornostjo te vlade. Če se dotaknem vprašanja, se mi zdi konfuzno in pravzaprav zamegljuje celo situacijo in to referendumsko vprašanje priznava, da Slovenija izgublja teritorialni stik z mednarodnimi vodami. Najbrž boste se spomnili, da je v zadnjih dnevih bilo veliko dileme ravno v dikciji ali pa členu 3b, ki govori o stiku Slovenije z mednarodnimi vodami, in da so vladni predstavniki predstavljali ta člen kot, da je pa jasno, da bo Slovenija skozi ta člen dobila teritorialni stik z mednarodnimi vodami. Če je to res, če je res, da bo skozi ta 3b člen dobila Slovenija teritorialni stik z mednarodnimi vodami, potem ga dajmo lepo prosim, da to vprašanje referendumsko tudi zapisati. Ne pa, da ponovno piše stik Slovenije z mednarodnimi vodami. Po moji oceni bi bilo smiselno ta posvetovalni referendum izvesti le v primeru, vkolikor bi bilo vprašanje jasno in eksplicitno, torej ali ste za to, oziroma ali podpirate ta arbitražni sporazum ali ne. Ne da je zamegljeno v nek dolgi tekst, od katerega mnogo Slovenk in Slovencev seveda se bo zelo težko opredelilo. Hkrati, ob jasnem in eksplicitnem vprašanju, pa bi bilo potrebno Slovenke in Slovence vprašati, ali ste za to, da Hrvaška vstopi v Evropsko unijo ob pogoju, da se umakne slovenskega ozemlja in morja in da se hkrati ohrani teritorialni stik z mednarodnimi vodami. Prosim vas, da to stališče, če boste ga objavljate v celoti, ker v zadnjem času je nekajkrat ta zadnji del bil odrezan, pa se mi zdi pomembno, ker je smiseln zgolj, če imamo eksplicitno vprašanje za oziroma proti arbitražnemu sporazumu in hkrati vprašanje, o katerem sem govoril. S tem bi dobili jasno mnenje državljank in državljanov, kaj si pravzaprav o tem reševanju te problematike dejansko tudi mislijo. Želim si, da bi skozi to referendumsko kampanjo, ki očitno bo, imeli tudi v opozicijskih vodah, da temu tako rečem, enakovredne možnosti za predstavljanje svojih stališč to zadevno. Hvala lepa za enkrat. Prosim za vprašanje, če so slučajno. Prosim, če da se predstavite, iz katerega medija ste. Nataša Markovič, Svetnika NLO. Jaz bi pa vprašala, ali obstaja možnost, da bi opozicija dodala